Branje človeka izpolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje mu da natančnost. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovani vsi, ki nas spremljate preko spleta. Pozdravljeni. Tokrat se nahajamo v knjižnici Blaža Komerdeja na Bledu ob otvoritvi naše razstave Svet drugačnih občutenj. Razstavo je pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga financira Ministrstvo za kulturo v okviru Evropskega socialnega sklada. Najprej pa mi dovolite, da k uvodni besedi povabim gospod direktorico knjižnice Boženo Kolman Finžgar. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober dan in lepo pozdravljeni v naši knjižnici na še enem dogodku. To ni kakršenkoli dogodek, ampak nekaj prav posebnega. Ni vsak dan, da otvarjamo razstavo, ki nam bo približala svet slepih in slabovidnih. Seveda tudi ni naključje, da je razstava prišla v našo knjižnico. Namreč že drugo leto pri nas poteka projekt Zmoremo čez ovire do oviranih, s katerim želimo svet takih ljudi, ki imajo določene drugačne lastnosti kot mi, približati tudi nam in s tem omogočiti, da bi vas bolje razumeli in vam lahko priskočili kadarkoli na pomoč, seveda na pravi način. Zato še enkrat lep dober večer tudi našim gostom in pa veseli smo, da je ta razstava gostuje pri nas. Hvala. Hvala lepa za te uvodne besede. Med nami tudi pozdravljam člane Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj in zato k besedi vabim sedaj še predsednika društva, gospoda Emila Murija. Prosim. Lep pozdrav vsem navzočim na današnji prireditvi ob odprtju razstave, ki je namenjena slepim in slabovidnim in ostalim, ki imajo težave pri branju. Veseli me, da je ta razstava prišla na Bled, kateri kraj pokriva tudi naše medobčinsko društvo, tako da se bodo seznanili tudi občani Bleda in ostali z dejavnostjo slepih in slabovidnih. Še enkrat pa zahvala knjižnici za sprejem te razstave. Hvala. V knjižnici, kot je že gospa direktorica omenila, se že nekaj časa ukvarjajo s tovrstno tematiko in tudi naša razstava želi prav obiskovalcem knjižnice seznaniti in omogočiti tiste informacije, ki zadevajo branje oziroma kako beremo slepi in slabovidni, kakšne pripomočke uporabljamo in kakšna gradiva so nam dostopna. Kaj pa počnejo v knjižnici že nekaj časa, pa nam bo sedaj predstavil strokovni sodelavec knjižnice Andrej Jarn. Izvoli. Torej, prav en lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz bi pa rad povedal zadevo, ki jo mi počnemo od lanskega šolskega leta. Projekt Zmoremo čez ovire do oviranih, tako kot je že omenila naša direktorica, in sicer preko spoznavnih delavnic ozaveščati otroke, starejše otroke vrtcev in pa učence od 1. do 5. razredov o tem, kaj pomeni biti slep in kaj slaboviden. Seveda smo mi opravili nekaj tovrstnih izobraževanj na to temo, da smo pridobili nekatera znanja, osnovna vsaj, če že tako lahko rečem, in pa seveda kar nekaj teh pripomočkov, ki nam jih je odstopil tudi zavod. Zdaj dobro sodelujemo tudi tukaj z gospo Polono Carin in s knjižnico slepih slabovidnih na kakršenkoli način, pravzaprav vse smo pridobili potreben material, veliko tega smo tudi sami izdelali, da otrokom seveda lahko pokažemo te stvari v živo. Več o tem si lahko ogledate na tem plakatu, ki je danes še topo pravzaprav tukaj prišel in visi, in pa zgibanke, katere povabim, da si jih tudi vzamete. Tukaj pa več
o samem projektu natančno piše, kaj in kako počnemo. Tako da otrokom je delavnica zelo zanimiva, kar pomeni, da je tudi, da so dobro sprejeli in tudi radi probajo, se veste kako je, če ti samo govoriš ni nič, otroci želijo probati, potipati in to je tisto bistvo, tako da, in pa seveda, da jih s tem, kar je pa bistveno, naučimo sprejemati pravzaprav drugačnost in drugačne, da jim pravzaprav, jaz želim skozi to povedati, da drugačnost ni tista, ki bi nekaj omejovala, ampak da nas povezuje, in da so to samo določene ovire, čez katere pa seveda lahko preidemo na tak način. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa mi dovolite, da še nekaj spregovorimo o sami razstavi. Morda se sprašujete, kako je sploh zasnovana in kaj se obsega. Razstava je potujoča, se pravi, po knjižnicah bo potovala nekaj časa. Odprli smo jo že v Ribnici, sedaj se nadaljuje tukaj na Bledu, potem bo potovala še naprej po 3 knjižnicah, vsaj v tem prvem sklopu. Razstava sestavlja 12 manjših panelov, niso taki klasični paneli, kot ste jih morda vajeni, ampak so postavljeni na mize, vsebujejo pa slikovno gradivo in besedilo. Zdaj, morda se boste vprašali, kako pa v bistvu sploh slepi in slabovidni to preberejo in si pogledajo. Poskrbeli smo, da je razstava opremljena tudi z besedilom v povečanem tisku, z zvočnim opisom same razstave, ter tudi z besedilom v brajci. Tako si tudi hkrati obiskovalci lahko pogledajo, kaj pomeni, če pač razstavo na takšen način prilagodimo, da je dostopna. Zdaj, kot sem že omenila na začetku, razstava se osredotoča na tehnične pripomočke in knjižna gradiva, ki so prilagojena za branje. Kako se je pa vse skupaj začelo in kaj pravzaprav smo želeli v to razstavo vključiti? Vsekakor, če pomislimo na brajco, ki je ena izmed, bom rekla, simbolov, po katerem ljudje prepoznajo slepe in slabovidne, ne moremo iti mimo Louisa Brailleja, ki jo je v bistvu izumil oziroma izpopolnil. In če malo pomislimo na čas, v katerem se je to dogajalo, lahko vidimo, da je v književnosti takrat nastajalo že ogromno. Če pomislimo samo na Franceta Prešerna, se v bistvu pogovarjamo o, bom rekla, že zelo visokem nivoju jezika. Slepi in slabovidni pa takrat sploh še niso mogli besede zapisati. In to je v bistvu pomenilo začetek, da se je beseda lahko zapisala in hkrati tudi prebrala. Če lahko se izrazimo še nekoliko drugače, v bistvu je to pomenil začetek opismenjevanja. Seveda, ko se je enkrat lahko zapisalo in prebralo, so nastale potrebe po knjigah in s tem počasi tudi do knjižnic. Seveda, da so ljudje lahko si to gradivo izposojali, da ni bilo na voljo samo individualno posamezniku, ampak širši skupini. In s tem so nastale tudi knjižnice. Kaj se je pa dogajalo na Slovenskem? Tu nam pa v bistvu veliko pove, rekla, samo delo Minke Skabarne, po kateri se naša knjižnica tudi imenuje in ki je v bistvu začetnica prepisovanja knjig v brajcu na Slovenskem. Ona je s tem začela takoj po koncu Prve svetovne vojne, tako da je v bistvu organizirala tečaj prepisovanja knjig v brajcu in če si, kasneje si boste lahko na razstavi tudi ogledali, takrat so prepisovali ročno, se pravi s posebnim šilom, vsako piko posebej v celici, se pravi ena črka določena je potrebovala več ubodov. Če se tako izrazimo, si lahko zamislite, koliko časa so v bistvu te prepisovalke sploh porabile, da so prepisale knjigo v brajcu. V enem letu so takrat prepisale 60 del slovenskih avtorjev, ki so bili zapisani v 130 zvezkih. Kako izgleda Braillev zvezek, tudi vabim, da si kasneje pogledate na sami razstavi. Zdaj, seveda, potem z razvojem je počasi prišel
mehanski brajev stroj, kasneje tudi tiskarski stroj. Danes imamo tudi, bom rekla, precej sodoben tiskarski stroj na zvezi, s katerim tiskamo časopis v brajici in tudi brajeve knjige. Ni pa brajica zadostila vsem potrebam. Tukaj je velika skupina predvsem slabovidnih, ki brajice ne beremo in nam še določen drug, bom rekla, format pride zelo prav, to pa je knjiga v zvoku. Ko se je v bistvu pojavil magnetofon, je to ponudilo novo možnost, da so se lahko knjige začele zapisovati tudi na magnetofonske trakove. Seveda potem, kasneje v 80-ih letih se je začelo to presnamavati in potem tudi snemati na kasetno tehniko. Kot pa veste, zdaj nam pa sodobna tehnologija ponuja tudi tako imenovani MP3 zapis in pa najnovejši DAISY format, ki ga v bistvu tudi v okviru tega projekta želimo našim slepim in slabovidnim predstaviti. Gre pa v bistvu, če poenostavno laično rečem, izpopolnjen MP3 zapis, ki v bistvu vsebuje tudi strukturo knjige v odzadju, se pravi kazalo, strani, poglavja, tako da se lahko z zelo enostavnimi ukazi s predvajalnikom bralec pomika, ne rabi poslušati v nedogled, kot je to bilo potrebno prej. Poleg tega uporabljamo tudi druge pripomočke in razstava se osredotoča tudi na te. Vsi tisti, ki so vešči v računalniški tehnologiji, in teh je mnogo, lahko berejo s pomočjo brajeve vrstice oziroma s posebno programsko opremo, to so govorci, slabovidni pa predvsem s povečevalniki zaslona in tudi navadnimi klasičnimi povečevalnimi stekli ali lupami, poznamo pa tudi elektronske, bodisi gre tukaj za stacionarne ali pa prenosne elektronske lupe, se pravi, jih lahko pospravimo v torbico in brez kakršnihkoli težav prenašamo. Toliko o sami razstavi. Omenila sem zvočno knjigo. Zvočna knjiga oziroma število zvočnih knjig, sam nabor, je v naši knjižnici precej večji kot je nabor v brajici. Seveda si bomo prizadevali, da se bo tudi nabor v brajici še dopolnjeval in nadgrajeval, vendar pa je dejstvo, da predvsem tisti, ki kasneje izgubijo vid oziroma se jim ta poslabša, lažje posegajo po sami zvočni knjigi. Je pa tudi tukaj velika skupina oseb z motnjami branja, ki jim ta format precej olajša bodisi učenje, bodisi ljubiteljsko branje. Mnogi izmed vas, ki ste danes tukaj prisotni, ste tudi uporabniki zvočne knjige. Za vse naše poslušalce oziroma gledalce, ki nas spremljajo preko spleta, pa smo danes v goste povabili tudi posebnega gosta, ki nam bo v bistvu z branjem v živo poskušal nekako prikazati, kako je poslušati zvočno knjigo. In dovolite mi, da povabim gospoda Darka Torkarja. Kar izvolite, vse pozdravljeni. Takole, prosim. Gospod Torkar, pozdravljeni. Pozdravljeni. Če začneva pri vaši predstavitvi, ste napovedovalec na Radiu Kranj. Kaj še počnete v življenju za vse naše obiskovalce in tiste, ki nas poslušajo? Torej ne povem, da je to samo moj konjiček, hobi, sicer pa poučujem slovenščino na Srednji ekonomski šoli v Kranju. In za sprostiten srce v mislju in prijetno opravilo, tako da dvakrat teden z veseljem grem na Radio Kranj in seveda vzpostavim kontakt, zvezo s svojimi poslušalci. Super. Naj tudi povemo, da mnogim izmed nas je mogoče radio celo bližji medij kot sama televizija, kajti preko radija s poslušanjem prejmemo ravno tako
informacije, kot jih prejme vsi ostali poslušalci, dočim morda pri televiziji smo malo še zmeraj prikrajšani, ker je tu precej vizualnega, kar težko sledimo oziroma ne moremo. Zato smo vas tudi povabili danes, da nam pa mogoče nekaj, bom rekla, delčkov vam ljubega dela preberete, delite z nami. Preden prideva k temu, ne vas samo vprašam, ali vi radi berete, pa kaj najraje berete? Takole je, rad berem, zelo rad. Moram pa reči, da mi šolsko delo vzame veliko časa, tako da včasih sem malce tudi opropan tega sproščenega, lahkotnega branja. Rad pa prebiram knjige, ki, kako naj to poimenujem, previharijo možgane. To se pravi, da ko knjigo preberem, da mi pravzaprav ostane v spominu, da razmišljam o knjigi, da razmišljam o temi, da razmišljam o vsebini, sporočilu oziroma ideji, da me knjiga še nekaj časa ne spusti iz rok. Spominjam se, ko sem prebiral Zločin in kazen Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, knjiga me je spremljala, lahko rečem, še kar nekaj mesecev. No, to se mi je v zadnjem času zgodilo z Zupanovim delom Menuet za kitaro. Ti strahoten boj za eksistenco, za preživetje. Nobenega junaštva ni bilo v tem njegovem partizanskem dejanju, ampak dejansko samo kako preživeti italijansko ofenzivo. No in tudi ta, bom rekel, njegove misli, razmišljanje, trenutna, kajti takrat, ko ti ropota za hrbtom, seveda nimaš časa premišljati. In ta njegova strahotna življenjska stiska me še nekaj časa, moram reči, spremljala. Moram reči, da vmes pa za sprostitev, pa vendarle posežem po kakšnem lažjem branju. Trenutno nezanimivo prebiram delo Dese Muk, Panika. No, tako, bom rekel, lahkotno delo, ob katerem pravzaprav vem, da ko bom do konca prebral, bom zaprl in prebral kaj drugega, ne da bi kaj preveč razmišljal. Prišel sem približno do polovice knjige, ampak se pravim, to pa je za sprostitev. Vas mogoče branje tudi uspava, berete tudi pred spanjem? Ne. Preprosto zato, ker potem naslednji dan moram vsaj 5 strani nazaj, da vidim, kaj sem prebral tik pred spancem, in to pa še zdi se mi, da je to branje v nadaljevanjih ni tako učinkovito, kot je branje, ko prebereš, ne vem, po 50-100 strani ali če te knjiga ne spusti, tudi po 200 strani v dušku. Tako branje se mi zdi bolj kvalitetno, strnjeno in seveda tudi lažje podoživljaš vse tisto, kar je ne v koščkih, ampak v kosu. A ste morda sami kdaj knjigo pa poslušali? Se pravi zvočno knjigo? Ne, nikoli. No, sedaj vam danes mi omogočamo, da boste najprej nam prebrali in nam v bistvu omogočili nekako doživljanje zvočne knjige, potem si boste pa lahko v posnetku tudi to pogledali oziroma poslušali. No, zanimivo. Pa nam boste mogoče te izkušnje pa še nimam, povratno informacijo dali. Kaj ste tokrat pripravili za nas? Kaj bomo slišali? Veliko pravzaprav stvari sem imel na izbiro. Premišljal sem, da bi prebral knjige oziroma odlomek iz knjig, ki sem jih omenjal, mogoče še katere. Tantadruj recimo mi je zelo pri srcu, Kosmačev, pa še katera druga knjiga. Ampak vendarle sem se odločil za avtorja, ki je mogoče manj znan, to je Andrej Blatnik. Andrej Blatnik, pisatelj, pesnik, prevajalec, bibliotekar, dela na Filozofski fakulteti. Predava bibliotekarstvo, komunikologijo in še kaj. Predvsem me je pritegnilo njegovo delo, ki govori o tem, o čem se mi sploh lahko pogovarjamo. Kako se pogovarjamo. Ker zdi se mi, da je pogovor, komunikacija med ljudmi bistvenega pomena za sam obstoj človeka, kajti nam je vendarle dan govor, in z govorom lahko izrazimo sami sebe. Ali pa to znamo izkoristiti, to je pa drugo vprašanje. Zdi se mi, da ne. Da ne. Ker vse prepogosto se pogovarjamo površno, po vrhu, ne da bi hoteli sočloveku povedati kaj lepega, kaj globlega, kaj razmišljujočega, ampak vrtimo se, kot boste sami lahko slišali, okoli kavic, okoli
a greva tja, nič nobene vsebine pa ni. Pa mislite, da je bolj težava v tem, da ne znamo povedati, artikulirati ali da ne znamo morda poslušati sogovornika? Premalo je poslušalcev. Ljudje vse preradi govorijo, ampak govorijo tjav in dan. Brez kakšnega čustvenega naboja ali miselnega naboja. To so vsakdani površni pogovori, kje si bil, kako si kaj si počel, potem se pa počasi to že neha, ne? Potem se pa že pogovarjamo o tem, kaj bomo gledali zvečer, ne? Na televiziji ali poslušali po radiju, ne? In tu se pravzaprav neha. Tako da se mi zdi, da kakorkoli so sodobni audiovizualni pripomočki dobrodošli, pa vendarle človeka po svoje tudi siromašijo, kajti vse smo prebirali, ne? Kako včasih, ko vsega tega ne bilo, se je družina usedla, pogovarjala. Ja, danes je tega malo ali skoraj da nič. No, gospod Orka, res je. Zdaj bomo pa videli, kako znamo mi poslušati, pa tudi kasneje, kako se znamo morda pogovarjati. Tako da izvolite. Hvala lepa. No, za branje pa tudi jaz rabim pripomoček. Malo za trenutek zmotil, pa bom mikrofon malo nižje spustil. Ja, prosim. Hvala lepa. Torej, pred nami je novela Andreja Blatnika. O čem govoriva? In prebral bom odlomek iz te novele. Tisti odlomek je pravzaprav začetni odlomek začetka, ki me je pritegnil, da sem potem novelo dejansko prebral tudi do konca in o njej tudi razmišljal. To je pač ena od novel kratkih del ali krajših del, ker novele so lahko daljše, lahko so krajše, seveda, ne. In tudi kratka dela ti lahko dajo nekaj ali pa veliko. Torej, Andrej Blatnik, o čem govoriva? Srečal sem jo v ameriškem centru. Moral sem vrniti Carverjevo knjigo What we talk about when we talk about love, ki sem jo prebiral dlje, kot bi smel, in šel sem nelagodno, brezvoljno, ker sem vedel, da me čaka srepi bibliotekarkin pogled in zmajevanje z glavo, ko bo rok za vrnitev knjige odštela od današnjega datuma. Da bi srečanje z Nino voljo malo odložil, sem sklenil še malce polistati po časopisih. Bilo je zgodaj dopoldne, čitalnica je bila prazna. Leona je sedela pri eni od miz v ozadju in brala Esquire. Pred njo pa je ležala zaprta knjiga, ki sem ji po svoji razvadi prebral naslov Female Criticism. Pogledala me je in nelagode je dobilo razlog. Bil sem zasačen, opazovalec, gleduh, voyeur. Moral sem zastreti svoj pogled, moral sem nekaj reči. Možnosti ni bilo veliko. Vprašal sem jo, če jo zanima ženska literatura. Rekla je, da je to edina literatura, ki jo zanima. Govoriti o literaturi, to je ena redkih reči, pri katerih se lahko izkažem. Zgrabil sem priložnost. Rekel sem, da nisem čisto prepričan, če ženska literatura sploh obstaja. Strmo me je pogledala. Razširil sem roke, češ, veš, kaj hočem reči. Rekla je, da je takoj vedela, da sem samo še eden tistih falokratskih bralcev. Nisem si mogel kaj, da mi ta neposrednost ne bi pognala krvi v glavo. Pogoltnil sem slino in rekel, da sem prevedel 2 knjigi Anaï Nin. Pokimala je in rekla, da jo je brala. Brala pa je tudi 3. knjigo, ki sem jo prevedel. In to je bila tipična konservativna patriarhalna štorija. Moški, ki skrbi za družino, dela denar in o vsem odloča, ženska pa mu zvesto stoji ob strani in nič drugega. Taka res tipična. Nisem se upal vprašati, če je brala tudi knjige, ki sem jih napisal. Nisem se je upal vprašati, kako da me pravzaprav pozna. Zamrmral sem nekaj o tem, da pravkar prevajam tudi roman Sylvie Plath in da sem torej pravzaprav ljubitelj ženske literature. Za razliko od nje, ki bere moške revije. To zbadanje je preslišala in me vprašala, če se mi zdi res neogibno za žensko literaturo, da v njej ženske nastopajo kot uboge in pomilovanja vredne kokoške, kakor je, nekar položim roko na srce, v steklenem zvonu. Take interpretaciji bi bilo mogoče ugovarjati, vendar sem ocenil, da za to nimam dovolj volje.
Nemara sva bila preglasna, ženska za pultom je pričela pomenljivo kašljati. Čeprav sva bila razen nje edina v prostoru, je bila to vendarle čitalnica. Tvegal sem in jo vprašal, če je tako nepopustljiva do moških nastopaštev, da bi me imela za umazanca, če jo povabim na kavo. Rekla je, da ne, da kavo strahovito, da, prav tako je rekla, rada pije. Da pa se jo bo plačala sama. Rekel sem, da se mi zdi to čisto v redu. Vstala je in vložila svojo knjigo nazaj na polico. Za hip sem se vprašal, ali je ni na mizo predse namestila samo zato, da bi me izvala. Kakorkoli že, odločno sem vrgel svojo knjigo na pult, zagodrnjal svoje ime in ko me je knjižničarka nabodla na pogled in zajela sapo, da bi mi odbrenkala svojo običajno mero zgražanja in negodovanja, sem pobobnal s prsti po mizi in ji rekel, da se bova pogovarjala kdaj drugič, ker se mi danes strahovito, da, prav tako, mudi. Pomižiknil sem svoji novi znanki in ona mi je pomižiknila nazaj. Nekaj moram priznati. Če je kaj telesnega, kar me privlači pri ženskah, so to velike oči. Ona pa je ob njih imela še pričesko, kakršno je nosila Glenda Jackson v Zaljubljenih ženskah. Ko sem si tam čez cesto v slačičarni Tivoli, ki ji še zmeraj rečemo Petriček, čeprav imena ni spremenila iz političnih razlogov, pomotoma sladkal kavo, česar nikoli ne storim, sem si rekel, fant, lahko bi imel tisto knjigo še kak dan doma. Lahko bi ne gledal, kaj berejo drugi. Lahko bi jo vsaj ne ugovoril. Ali na vse zadnje vsaj ne povabil na kavo. Ja, vse to bi lahko. Vprašal sem jo, kaj pravzaprav počne v življenju. Težko je govoriti z neznanim človekom, ne da bi ga prej ali slej vprašali. Saj ne, da bi poslušali nasvete izkušenejših, ki pravijo, da se je treba intelektualki izogibati. Ampak po svoje sem pa le upal, da je knjigo tja nastavila le zato, da bi prestregla mene. Potem bi morda bolje vedel, če imajo vse moje znanke pravico, da se pritožujejo, kadar se znajdejo v vlogi plena. Jaz sem si tako vlogo resnici na ljubo kar želel. Na vse zadnje pravijo, da je edino, kar si v življenju lahko pridobiš, izkušnja. Ampak po drugi strani, o čem naj se pogovarjam z njo, če se izkaže, da je bila knjiga tamle za vabo? To je bilo nekakšno podvprašanje tistega, s katerim sem se ukvarjal v neki zgodbi, ki sem jo tedaj pisal, o čem se sploh lahko govori. Priznati moram, v resničnem svetu, ali kako bi temu rekel, se le redko gibljem. Večina ljudi, s katerimi imam stike, mi je podobna. Hodimo v kino, beremo knjige, poslušamo plošče, nič škodljivega, ampak tudi nič, kako bi rekel, resničnega. In vendar, če so mi prebrane knjige kaj prinesle, je to retorika, veščina govora. Sposobnost, da odgovorim na vsako vprašanje, če se mi ljubi. Morda ne tako, da bi me razumeli, zanesljivo pa tako, da zveni zanimivo. Rekla mi je, da pravzaprav ne ve, kaj počne v življenju. Tudi jaz bi odgovoril enako, sem pomislil. In to mi je prineslo čudno zadovoljstvo. Hodi v kino, bere knjige, posluša plošče. V redu, sem si mislil. Kaže, da lahko najdeva skupno govorico. Vprašal sem jo po nekem filmu, ki je pravkar navduševal Ljubljančane, in rekla je, da je grozen. Mislil sem si, to je pa punca, s katero bi lahko šel v kino. No to me je ona vprašala, katere revije sem v centru bral jaz. Rekel sem, da nobenih, da sem samo prišel vrniti knjigo. Vprašala je, katero, povedal sem. Rekla je, da je brala in da ji je bil všeč edino le naslov. To me je pa kar potrlo. Vprašal sem, zakaj. Rekla je, da je preveč žalostna, da vsi govorijo eden mimo drugega. Rekel sem nekaj neumnega, rekel sem namreč, ampak takšno je vendar življenje. Saj, je rekla, saj zato. Molčala sva. Z žličko sem krožil po prazni kavni skodelici. No, pa se je zgodilo, da sem ostal brez besed, sem si mislil. Pa prav takrat, ko bi končno enkrat res potreboval. Ja, o čem lahko govorimo? Čeprav je zmanjkalo besed, nobeden od naju ni rekel, da se mu kam mudi. Kar čakala sva in molčala. Ona je gledala skozi okno, jaz po kavarni. Pri sosednji mizi sta sedela fant in dekle. Ona je mečkala papirnati prtiček, on bral strip. Dragi, sem slišal reči njo, zakaj se nikoli ne pogovarja z mano?
Zakaj zmeraj molčiš? Zapri, mala, je zamomljal on. Včasih si mislim, da me sploh nimaš rad, je nadaljevala, ker zmeraj molčiš. Rad te imam, je zagodrnjal on, zdaj pa zapri. Pogledal sem mu čez ramo, učtivo, kjer je po na tleh ležečem drobnem možiclju skakal orjak. Čez sličico je bilo napisano splash, splash. Spet sem pogledal svojo spremljevalko. Gledala me je z dvignjenimi obrvmi, ničesar ni rekla. Pestovala sva svoji skodelici, mimo je prišla natakarica. A lahko plačam, sem rekel in segel v žep. Ona je naredila isto. Bom jaz, sem rekel, kot rečem ponavadi. Ne, je rekla ona, ne, to ni fair. Natakarica naju je začudeno gledala. Vseeno je, sem rekel, pusti, saj nima smisla. Ne, je rekla, ne, ima, zmenila sva se. V redu, sem rekel, pa plačaj ti, saj je vseeno. A tudi tvojo, je rekla. Imelo me je, da bi rekel ne, mojo bom pa sam, ampak res se mi je zdelo, da ni imelo smisla. In natakarica se je že ozirala naokoli, nerad zaviram ritem sveta. Lahko, če hočeš, sem rekel, mene ne moti. Prikimala je in me pogledala. Denar je pomolila od sebe, gledala je pa mene, sem že povedal, velike oči. Je že v redu, je rekla natakarici, ki je hotela vrniti drobiž. Ta je nekaj zamomljala in stlačila denar v žep. Ritensko se je odmikala od mize in gledala v naju, dokler se ni zaletela v enega od prihajajočih gostov. Gledala sva se. Nekje v ozadju sem slišal smeh in se sunkovito obrnil. Ne, ni veljalo meni. Srednješolci so si ogledovali slike v reviji, ki so jo pravkar izvlekli iz Polvinila, poznal sem revijo. Urejal jo je moj bivši sosed, pornografska. Tako me je prelilo, ko sem počasi obračal glavo nazaj. Zdaj se mi bo smejala pač ona, zaslužim, paranoik. Ni se smejala. Gledala me je, še zmeraj v oči in prikimala. Kaj? Sem vprašal nekaj izzivalno. Nič, je rekla. Za hip sem obstal. No pa greva, sem rekel spravljivo. Kam greš? Zmignila je z rameni. Domov, je rekla. Torej vendar pridna punčka, sem pomislil in se takoj okaral. Lepo se obnaša, brez posmeha. Kje pa je to? Povedala je ulico. Nisem še slišal za njo. A te zapeljem? A ti je spotoma? Ne vem, kje je to, sem priznal. Nasmehnila se je. Saj grem lahko z avtobusom. Ne, sem rekel, jaz rad vozim. Človek mora spoznavati neznane kraje. Ta ni bila ravno duhovita. Znaš biti tudi bolj zabaven, sem se pokaral. Bila je usmiljena, delala se je, kot da ni slišala. Bi me res peljal, je vprašala. Misliš, da se hecam, sem rekel. Mogoče si se premislil zdaj, ko me vidiš pri dnevni svetlobi. Nisem bil prepričan, da se šali. Saj sem te videl že prej, ko smo šla čez cesto. Tisto ne šteje, je rekla. Takrat sva govorila o knjigah in če govoriš o knjigah, je najbrž vse videti drugače, lepše menda. Nisem vedel, ali me zbada, ali govori resno. Zvenelo je resno, a vedel sem, da bi se prestrašil in jo pustil pri miru, če sklenem, da govori resno. Zato sem si raje mislil, da me samo zbada. Prišla sva do avtomobila. Tu smo, sem rekel, k vragu z dvojino. Prinašala je več intimnosti, kot sem je bil v tistem hipu voljan in zmožen. Odklenil sem ji vrata. Ko sva bila v avtomobilu, sem užgal motor in jo vprašal, kam pa greva? Me ne boš peljal domov? Je odgovorila. Seveda, sem rekel, nekoliko zmeden. Kje pa je to? Kar vozi, ti bo že sproti povedala. Vozil sem živčno, se premeščal s pasa na pas, naglo zaviral. Seveda, skušal sem biti kar se da sproščen. Ona pa je govorila kot na izpitu. Tja, tam levo, desno in na to. Ustavi, tu sva. Tu, sem rekel. Bilo je veliko parkirišče enega spalnih naselij. Obraščale so naju stolpnice. Tu stanujem, je pokazala nekam nedoločeno navzgor. Kaj se more? No, greš na kavo? Na kavo? Sem rekel bebavo. Saj sva eno že spila, nisva? Torej ne greš, je rekla. Potem pa hvala za vožnjo. Zdelo se mi je, da mi jemlje vso iniciativo in da tega res ne smem pustiti. Pravijo, da je iti na kavo samo fraza, za katero se skriva nekaj drugega, sem pohitel. Kaj? Je vprašala in me pozorno opazovala. No, karkoli.
Da pač kaj popiješ ali kaj druženje, zato pač gre za družbo. Še me je gledala. Na kavo, je vztrajno ponovila, nič ni zadej, samo na kavo, greš ali ne? Ni zvenelo nestrpno. Vedel sem, če rečem, da grem, bom moralni zmagovalec, imel bom prednost. Ampak potem bom moral dan za dnem viseti v ameriškem centru, da se bo stvar nadaljevala. In nisem imel časa. A vseeno sem ga imel dovolj, da sem hotel, da bi se nadaljevala, torej sem rekel, da grem. V njenem stanovanju sem se počutil nenavadno domače za kraj, kjer sem bil prvič. Šele čez dan je ta usklajenost s prostorom dobila svojo razlago, bilo je razmetano. Nikoli se nisem smel privoščiti nereda, ki je bil zame edini naravni način obstanka stvari. Najprej mi ga ni dopuščala mama, nato ženska, s katero sem živel. Veljalo je, prek povrhnjice se ureja svet. Morda res, ampak če je bilo vse pospravljeno, se preprosto nisem počutil dobro. V urejenost nekako nisem sodil. Tu je bilo drugače. Po tleh so bile knjige, revije, oblačila, modrčki, moja ženska jih ne nosi. Trudil sem se skriti, da se oziram naokoli, a je opazila, seveda je opazila. Delala se je, kot da ni nič. Kot da je v redu. Pogum, sem premišljal. Da neznanca povabiš v tak nered, je v meščanskem svetu potreben pogum ali brezum. Torej kava, je rekla in ni prikrila ironije. Seveda kava, sem odvrnil. Kaj drugega, zato sem tu. Daj povej, sem rekel, ko je brbotala v posodi, kaj res počneš? Telefoniram, je rekla. Veliko telefoniram. A res, sem rekel. Potem se pa lahko kdaj pokličeva. Resno me je pogledala. Sem veliko zasedena. Jaz tudi, sem pohitel. Mislim, po telefonu. Ampak saj nič ne zvoni. Danes imam prost dan, je odvrnila. S tem res nisem imel kaj početi. Očitno se je rada nekam zamotano izražala. Pil sem svojo kavo in jo gledal, tudi ona me je gledala, brez nelagodja, molčala sva. Kaj bova pa zdaj, je rekla potem. Zdaj se bova pa poljubljala, sem rekel. To pa ne, je rekla. Saj se mi je zdelo, da ne, sem rekel. Zakaj si pa potem tako rekel? Skomignil sem. Si mislil, da moraš, pa ni treba. Nisem komentiral. Kaj pa potem predlagaš ti, sem vprašal. Lahko govoriva. O čem? Lahko o poljubljanju, če hočeš. To je preveč nedolžno, sem rekel. Prav, pa o čem manj nedolžnem? O čem, sem se sprenevedal. Prav o tem, je rekla mirno. O tem se ne govori, to se počne, sem ugovarjal. Si pa zastarel, je rekla. Kaj pa je sodobno, sem vprašal. Da se tega ne počne, ampak se o tem samo govori. Zakaj, sem rekel, zaradi jajca? Nasmehnila se je. Kakšen jajc, si zmešan? Se ga nič ne bojiš? Se ga nimam zakaj, je rekla. Zakaj bi se ga bala? Mislil sem, da je tudi to sodobno. Vsi, kar jih poznam, se ga bojijo. To ti ženske pravijo za izgovor, ker nočejo spati s tabo. Sklenil sem, da bom to preslišal. Ženska je bila sposobna nizkih udarcev. Dobro, zelo dobro. Imam kolega, ki brca ženo pod mizo, kadar gresta k njegovim staršem na obisk. Saj ne je solate iz dise sklede kot starša, sem rekel. Si predstavljaš? Lastnega očeta in mame se boji. Kaj ni lepo, da bolj zaupa ženi kot staršem, je ugovarjala. Ali pa je preprosto paranoik, sem skomignil. Rad se posmehuješ drugim, je rekla stvarno. Rad, sem priznal. Jaz tudi. Ne dvomim, sem pomislil, ampak rekel nisem nič. Nemara sem se bal, da me bo zabila nazaj, nisem hotel stopnjevati. A ne bova govorila, je vprašala. O tem? Ne vem, če imam o tem veliko povedati. Videl sem, da sem pričel prehajati v defenzivo. Zavrtila je svojo kavno skodelico. Pa nič, je rekla. Zdaj nisem vedel, kaj bi rekel. Zvrnil sem vase svojo kavo, ni bila dobra, presladka. Ni me vprašala, kakšno pijem, sem pomislil. Kar naredila jo je, kakor jo vselej naredi. Hvala za kavo, sem rekel. Greš, je vprašala. Pokimal sem. Opravil sem svoje, sem si rekel. Zdaj mi ne bo treba gledati po ameriškem centru, če spet bere kako čudno knjigo. Zanimiva ženska, nekaj. Ampak ena taka me na vse zadnje čaka tudi doma. In tista kave ne sladka, pije tako kot jaz. Kava je v tem primeru seveda metafora. Ne pomeni sebe, temveč vse. No, ne vse, zanesljivo pa veliko. Vstal sem, se odpravil do vrat. Stopila je za mano. Če bo vprašala, se bova še kaj videla, bom rekel, mogoče, sem razmišljal.
Potem pa naj ona hodi v čitalnico in čaka, če bo prišel kaj naokrog. Ni rekla. Stal sem mu pred sobi in gledal telefonske kable, ki so iz zidu tekli vse prostore. Babilon kablov. Razumem, veliko telefonira, sem pomislil, ampak a še ni slišala za brezžične telefone? Res z njimi včasih prideš komu drugemu v linijo, ampak vseeno ni treba imeti v vsaki sobi enega aparata. Ona pa jih je očitno imela. In še enega v predsobi. V okencu pod številčnico je bila napisana številka. Preprosta, premočrtna, elegantna. Takoj sem si jo zapomnil, ne da bi to res hotel, kaj se more. Živjo, je rekla, in hvala za družbo. Živjo, sem rekel, in hvala za pogovor. Znam tudi bolje. Verjamem, sem rekel in čakal, kaj bo rekla. Že sem imel na jeziku, da jo odvrnem, mogoče. No, pa dobro se imej, je rekla. Požrl sem tisti mogoče, pokimal in se spravil skozi vrata. Pogledal sem po ploščici z imenom, nobene ploščice, in spodaj v veži na nabiralniku, ki bi moral pripadati njenemu stanovanju. Pogledal sem na ploščico na sosednjih vratih in poiskal soseda njihovemu nabiralniku, kakih 7 priimkov. Najemniško stanovanje pač, gre iz roko v roke. No, vedel sem številko telefona, že to je več, kot potrebujem, sem mislil. Na vožnji domov sem skoraj zbil psa, ki je stekel čez cesto, izpred semaforjev pa me je pregnalo šele hupanje avtomobilov, ki so čakali za mano. Zadeva ni lahka, sem si rekel, in se napravil natančen načrt za popoldne. Najprej z gorskim kolesom na Šmarno goro, nato podmrzel tuš in združice v kino, nato izkuhan svoj begalski kari, nato bo, kar bo. Vraga. Doma me je pričakal listek, poklical me je Bran in sva šla v hribe, vrnem se v soboto, dobro tipkaj, tvoja. Od vseh dni, za katere me je napovedovala svoj pohod po kuclih, je izbrala prav tistega, ko bi se lahko najbolje imela skupaj, sem pomislil. A priznati sem si moral, da bi tako mislil tudi, če bi si izbrala katerikoli drug dan. Kaj pa sem načrte nekoliko spremenil. Na hitro sem si naredil nekakšne špagete, jih brezvoljno požvečil, nato se spravil tipkat. In sicer prav tisto neumno zgodbo, ki je razpravljala, o čem se sploh lahko govori. Jasno mi je zdaj zmeraj znova prihajalo na misel, kako očitno se ne lahko. Temveč celo moramo govoriti o vsem, celo o rečeh, ki smo jih včasih le počeli in o njih govorili malo ali sploh nič, če se le da. S takim premišljanjem sem seveda postavljal na glavo vse drobne namige, ki sem jih prej skrbno vpletel v tekst in zadeva očitno ni vodila nikamor. Hvala lepa. Rečeno, to je bil odlomek o pogovarjanju. Sva midva pravila veliko bolje vredno kot Se mi zdi, da ona dva, ne? No, kot sem prej omenil, to je tisto površno pogovarjanje, ne? Ko pravzaprav ne sporočaš nikomor ničesar. Puhlice, pa še enkrat puhlice. Ste krtale mikrofon. No, Malo tehničnih težav se pravi, čujemo. To se zgodi. Ampak zdi se, kot da smo gledali zelo znan film. To se veliko krat dogaja. Morda tudi sami tako počnemo. Kaj pa vemo? Kaj vi mislite? Mislim, da je odvisno od družbe. Recimo, gibljem se v družbi svojih kolegov, ne? Na šoli delajo še 3 slavistke in z njimi znam poiskati, kako zanimivo temo, o kateri se pogovarjamo. Sicer pa izven šole pa se družim z gradbenim inženirjem, strojnim inženirjem, električarjem, ne samimi, kaj bom rekel, strokovnimi profili. Z njimi pravzaprav kakšne globlje vsebine niti ne moremo vzpostaviti. Ne. Pač kako se kaj priklopi, odklopi, koliko mora biti kaj debelo, da gre noter v določeno odrtino in tako naprej. Ne. Tu pa jaz odpovem. Ampak ker na to se pa ne spoznam. Kako? Dolg čas vam pa ni. Pa tudi praktično zna biti včasih. Veste, če pa rabim, pa raje pokličem koga, ne, da ne bi naredil še večje škode. Ja, seveda, ker sem vendarle dejansko bolj usmerjen v književnost in v jezik. Poleg slovenščine sem na filozofski fakulteti namreč študiral tudi angleščino. Zanimajo me res jeziki in pa struktura jezikov, posredovanje, bom rekel, strukture jezikov na čim bolj preprost način svojim dijakom. To so tiste stvari, ki mene dejansko zanimajo. In književnost, jasno. Ne.
Medtem ko k sreči je eden od teh ljudi, s katerimi se družim izven šole, zelo načitan, veliko berem, no in z njim pa sem in tja, kadar sva sama v družbi, pa lahko spostavijo pogovor o kakšni knjigi. Pa mislite, da so, glede na to, da veliko berete tudi knjige v tujih jezikih, so slovenske knjige dobre, kvalitetne? Izjemno kvalitetne. Potem Slovenci prav nič ne odstopamo od drugih evropskih književnosti in poznam tudi sicer nekaj ameriške. Ampak pogledajte, saj to je pravzaprav se zgodilo že v konec približno 48-50. leta, 1950. je Forum Biro zaprta vzhodna meja, ko smo se morali odpreti proti zahodu. Ne? In pravzaprav tam smo črpali iz evropske književnosti, smo črpali vse tisto, kar je bilo novo. Ne? Socialistični realizem iz Rusije je bil prekinjen, tako da smo dobili eksistencializem, modernizem, postmodernizem, avantgardo in tako naprej. Ne? In seveda to so teme, ki so prisotne stalno že več desetletij v slovenski književnosti, tako da slovenski književniki prav nič ne zaostajajo, saj sam nisem književnik, ne zaostajajo za evropsko književnost. No, tudi mi kot Slovenci ne, lahko rečemo, da ne zaostajamo, tako da ne, to je super. Marsikje smo celo bolj bistri, kot so zahodni Evropejci, ki sem in tja celo malce precenjujejo. Ja. Recimo, če naštejem Lajnščka, če naštejem najbolj prevajanega Jančarja in še mnogo drugih, ampak ta dva sta mi zdaj le padla na misel, lahko rečem, da sodijo sam vrh evropske književnosti, kar na vse zadnje kažejo tudi prevodi, saj naši književniki so prevedeni v številne svetovne jezike. No, nekako nam tehnika danes ne gre na roko. Morda tudi, ja, zdaj ne vemo, ali morda tudi nakazuje, da bo vam midva mogla počasi zaključiti. Preden vas povabim tudi, da si pogledate našo razstavo, bi morda povabila še koga izmed publike, če želi našega gosta kaj poprašati, ali pa če ima kdo kakršnokoli mnenje. Tu sem, vaš sem. Vam bi odlomek všeč, se vam zdi, da smo slišali nekaj, kar se nam morda tudi vsak dan dogaja, no, zagotovo jaz, če govorim za sebe, velikokrat se nam pa tudi zgodi, da kar čebetamo ali pa blebetamo morda tudi ob kakšni kavi. Ja, pogledajte, ne, jaz poslušam recimo pogovore, ves čas govorijo, ves čas, ampak nič ne povedo. Nič ne povedo. Ja, en kup čebljanja je, ne, en kup govorjenja, ampak pravega sporočila vam je. No, sej ne rečem, se ne moremo ves čas poglobljeno pogovarjati, sej to je popolnoma to pa tudi res, ne. Se smo tudi utrujeni. Kak tak pogovor pa le, zelo prija. No, danes je bilo meni zelo prijetno z vami, tako da upam, da tudi vsem, ki ste danes tukaj in ki ste nas poslušali, če ni nobenih vprašanj, bi zdaj jaz vse povabila, da si skupaj pogledamo še razstavo. Vsi, ki ste nas pospremljali preko spleta, se vam pa zahvaljujem in slišimo prihodnjič. Ja, jaz pa bi se zahvalil za povabilo in hvala za prijetno družbo, seveda se bom zdaj z veseljem ogledal tudi vašo razstavo. Tako da vidim, kaj ste pripravili. Moram reči, da sem imel stik že z zavodom, mislim, da se tako imenuje za slepe in slabovidne v Škofji Loki. In pa imel sem to veseljen čas, da sem lahko na Jesenicah obiskal gospoda Ažmana, ki je eden od prvih slabovidečih, odnosno slepih, imel računalnik. In on mi je takrat razložil, kako in kaj. No, seveda se tega nisem zapomnil, to je nekaj let nazaj. Tako da, pravzaprav, ko sem dobil vaše vabilo, me je samo skrbilo, da bi kaj bilo, ne, na mojem delovnem mestu, tudi v popoldanskem času. No, k sreči sem potem izvedel, da ni, čeprav sem vam prej povedal, da včeraj sem pa izvedel, da je in sem šprical konferenco za to, da ste tukaj. Hvala lepa, no. Torej še enkrat hvala za povabilo. Pa prosimo za razumevanje vašega delodajalca. Mu bom sporočil, ja, hvala. Če bo še po koncu, ne. Tako da, če nima nihče ni to pripomniti, bi s tem tudi zaključili in hvala vsem. Tako, dovolite mi, da se kot gostiteljica
Zahvalam obema današnjima gostoma. Bilo je zelo prijetno in upam, da v vašem realnem življenju nimate tako slabih izkušenj s knjižničarkami in bibliotekarkami. Slabih? Zakaj pa slabih? V knjigah, knjigi in tako dalje. Razen, kadar je treba plačati za mudnino, ne, takrat pa greš že slabim občutkom tja. No, bomo še takrat lepo gledali. Ja, potem bo pa raje sem prišel. Dobrodošli, seveda. Torej, še enkrat hvala obema, tako za razstavo, kot za res prijetno poslušanje zanimivega odlomka in seveda tudi zanimivega avtorja. Zahvalimo pa se seveda s knjigo. Knjižnice smo tiste, ki imamo knjige, in zahvalimo se s prav posebno knjigo, ki jo je izdala naša knjižnica. To je sicer originalno delo Jakoba Špicarja, Podvinska Anka. Jakob Špicar je bil dramatik, ljubiteljski dramatik, ki je v Radovljici živel pred drugo svetovno vojno in je bil nekakšen nosilec dramskega razcveta dogajanja. Napisal je celo vrsto dram, med katerimi je tudi ta Podvinska Anka. Je pa to zgodba lokalnega značaja, govori o gradu Podvin. Ta Anka je namreč z Podvinskega gradu, kako in kaj se ji je godilo. Tako da vam želim prijetno branje, tako enemu kot drugemu, in hvala še enkrat. Hvala lepa. Hvala, da vam.